Na gradu na Goričkem poteka srečanje vseh čarovnic in čarovnikov iz celotnega sveta. Naše potovanje pa bomo začeli kje druge kot na pokopališču. Že 10. leto poteka noč čarovnic na gradu. Zakaj prav čarovnice? Nekako je prišla ideja leta 2000, imel je naš župan in sicer smo nekako povezali Buče, tisti keltsko praznovanje novega leta in vse to smo začinili z našo domačo kulinariko, z jesenskimi pridelki in potem je nastalo nekaj takega, kot danes to vidimo. Kaj je letos drugače od lani? Ja, bistveno koncept same prireditve ostaja isti, mi še vedno eno čarovnico zažgemo. No, letos smo še dodatno dodali eno delavnico za naše najmlajše, kjer se lahko izdelujejo čarovniške klobuke. Srednji vek je na Grajskem dvorišču, tako da dobimo res tisti občutek, da smo nekje v gradu nekaj stoletij nazaj. No, letos spet drugi glasbeniki, čarovnice, upam, da ene iste in da jih je še več novih. Drugače pa zabava, kot je novo morda to, da bomo še dodatno nagradili vse obiskovalce z nagradno igro. Povej mi, kaj rišeš ti zdaj? Gobo. In kam boš dala to gobo? To je nekšna rdeča, bela pike. Znaš, kakšna goba je to? Beja. Bela? Je strupena ali je nestrupena? Je stropena. Se pravi, da so te gobice imele čarovnice notri, da so kujale? So. So? Pa boš ti gnesti kujala? Nej. Kaj pa ti boš kujo gnes? Nej. Zakaj ne? Ne bo. Zato, ko lisam zeleno mušnico, ki se je bolj strupena kot rdečo. Če najde zeleno, boš pa kujo. Koga boš pa skujo? Nej, če bi pa bila rdeča, je tudi strupena. Čarovnic na gradu je ogromno. Orožja za lovljenje in ubijanje in mučenje čarovnic tudi. V čarovnic ne bomo mučili, naj se zabavajo, danes je njihov dan, naj uživajo. Prikazuje pa to stvari, ki so včasih bile resnične. Takrat je bilo pa malo bolj krvav, kot je zdaj. In to so vse prava orožja? Vse v glavnem so prava orožja, samo to so replike. Stare stvari so v muzejih, no jaz pa sem starinar in te stvari poberem ali dodelam ali karkoli in naredim take stvari, ki so včasih bile. Kako bi rekli temu? Temu bi rekli buzdovan. Najstarejša stvar na tem bivšem sejmu so pa originalne verige, stare 200 let, iz časa Marije Terezije. Ste zadovoljni z današnjim dnem? No, krasen dan, organizatorji oziroma društva, ki pripravljajo nekako so dekoracijo, so se zelo potrudili in na roko nam gre tudi obisk, tako da mislim, da je nekako čudovita prireditev v čudovitem vremenu in pa seveda, da je tudi vzdušje pravo. Čez nekaj minut se začnejo viteške igre, ste mogoče pripravljeni, imate kakega svojega favorita? Ja, na viteških igrah smo mi nekako bolj gostitelj, glede na to, da imamo manj tradicije, kot jih imajo celjski ali pa recimo postojnski vitezi, nekako njim prepuščajo, da nam demonstrirajo svoje veščine in smo bolj gledalci in pa občudovalci. Zdaj nam pa še vi povete, pa bomo tako bolj potiho vprašali, kakšni mladi plemiči. Bomo videli. So na vidiku? So na vidiku, bomo pogledali. Viteško kosilo, kaj ste pripravili danes? Viteško kosilo smo danes pripravili eno mesno godljo ali močnik, goveji močnik se reče temu. In to je jed, ki je bila za gospodo, ker smo notri dali same take kvalitetne začimbe. Poleg govedega mesa smo dali notri še brinove jagode, klinčke, cimet pa ingver, ki ga ni bilo za navadne ljudi, nego samo za gospodo. In to se fino na šalotki popražilo meso, notri smo malo kruha vrgli, ker tudi gospoda ne sme samo meso jesti, se fino lepo kuha 2-3 urce in potem je to to. In kaj pravijo gospoda na vse te dobrote? Vse so pojedli skoraj, čisto malo še imam. To se zdaj pripravi na kurjenje čarovnice? Ne, to mi zdaj to kurimo, malo to kuharico pržimo, to smo tam gledali si mlajši, to kuharico. Se pravi, ko ste šli kradnut?
Ne, sem prav, tam so mlajše vlejce. Te mi zdaj nekaj razložite. Da se kukurca peče, Ja, se mora cih piti. ti moram, V kakšno razmerje? ja bože, lepo. Piti ti moraš. Piti ti drbe, ne? Ja, hvala te. Še kuj ne crkno. Ja, točno to. Kje bi ti lahko za delo, kako pri tej vrčini? Prišlo je ogromno ljudi, preko 5000 bi jih naj bilo. Prav v tem trenutku pa poteka sojenje čarovnici, ki bo na koncu tudi svoj konec dokončala na Grmadi.